Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice, kolegi, lepo vas vse pozdravljam. Red je in prav je se zahvaliti za priložnost za sodelovati na takšnem eminentnem simpoziju. Kot je bilo že v uvodu rečeno, se fokus simpozija za en krajši čas prestavlja na slovenski prostor, se pravi prostor slovenske dežele in na zgodovino le-te. Ko sem dobil vprašanje, če bi želel sodelovati na tem simpoziju, sem si seveda moral odgovoriti na tisto ključno, temeljno, katera tema bi bila zanimiva, katera tema bi bila zanimiva meni, pa nenazadnje upam vsaj tudi bralcem, poslušalcem. In odločil sem se, da bi odprl, še zdaleč pa ne zaključil, eno temo, ki me že dalj časa, bom rekel, zanima. Ni me pa okupirala, zdaj pa ta simpozij je bil en tak iniciator za to, da sem začel se o tej temi bolj spraševati. Namreč, vprašanje, ki sem si ga zastavil, je zelo preprosto. Zakaj je do naselitve Judov v nek določen kraj prišlo ravno v določenem času, kateri so vplivi, ki so na to vplivali, ki morebiti celo vzpodbudijo to priselitev. Torej, zakaj takrat, zakaj ne prej, zakaj ne kasneje? Seveda je tukaj takoj se mora postaviti vprašanje virov prvih omemb oziroma nasploh omemb. Se pravi, čisto preprosto vprašanje, koliko lahko sploh zaupamo virom, da nam dajejo neko vsaj za silo realno sliko dogajanja, koliko ni ravno umanjkanje virov tisto, ki je eden glavnih razlogov za to, da imamo sliko pač takšno, kot jo poznamo, kot jo imamo. Če pregledamo vire za judovsko prisotnost v slovenskih deželah, potem je seveda takoj pade v oči dejstvo, da je nekje do 13. stoletja teh virov ekstremno malo, da se v 13. stoletju začnejo nekako že na to pojavljati prvi dokumenti z nekimi natančnimi podatki, ki pa so še vedno zelo skromni, in da se pravzaprav slika, kot jo nekako prepoznavamo, začne jasniti šele od 14. stoletja naprej. Šele od 14. stoletja so dejansko viri toliko številčni, toliko gostobesedni tudi, da je mogoče sploh ustvariti neko realno sliko. Zaradi lažje prezentacije sem preprosto izhajal iz izhodišča, da bom nastopil izhodišča, da tem virom verjamem v tem smislu, da predpostavljam, da relativno skromna ohranjenost virov vendarle ne popači slike poselitve preveč. Seveda se je takoj že pri obravnavi Slovenske Bistrice pokazalo, kako je zadeva dejansko relativna. Se pravi, vprašanje, na katero sem si poskušal odgovoriti, je bilo vprašanje, zakaj se torej naselijo Judje v nekem kraju v nekem obdobju. Takoj zatem se postavi, ko začneš pregledovati material, se postavi naslednje vprašanje. Zakaj se v nekaterih predelih Judje pojavljajo, naseljujejo relativno gosto, ponekod pa jih sploh ni? Kot primer, zakaj je prisotnost Judov na Koroškem, pa tudi na Štajerskem, relativno številčna, na Kranjskem jih pa razen Ljubljane ni? Zakaj jih ni v Kranju, v Kamniku, v Škofji Loki? Malo prepoceni bi bilo reči, da je to zaradi prislovične skoposti Gorenjcev. Verjetno, da je potrebno iskati nek vendarle bolj korekten, natančen
odgovor na to. Sam sem se, ko sem pač ugotovil razsežnost teme, sem se odločil, da bom temo zgolj odprl in sem se zato omejil na prostor Štajerske in zdajšnjega slovenskega dela Koroške. In če pogledamo tudi samo ta prostor, se moramo vprašati, zakaj se Judje naselijo sicer za kratek čas pa vendarle v obmejnem Ormožu, ne najdemo jih pa v obmejnih Brežicah. Kako to, da najdemo judovsko skupnost v malem Dravogradu, kraju, ki mu zgolj pogojno in z določenimi pridržki lahko pripišemo status mesta, zakaj jih pa ne najdemo torej v nekaterih drugih krajih? Kaj je motiv priselitve? Ali so pobudniki poselitve sami Judje, ali je pobudnik lastnik kraja, ali mora biti zastavni imetnik kraja? Vrsta vprašanj se je ob odpiranju same teme začela odpirati, zato je možno bilo v tem tekstu, ki ga boste lahko prebrali, odgovoriti na ta vprašanja zgolj delno, če sploh. Pri proučevanju sem se omejil tudi ne samo na področje slovenske Štajerske in slovenske Koroške, temveč sem se omejil na proučevanje manjših urbanih krajev. Nekako sem izhajal iz predpostavke, da ni nobenega dvoma v motiv, ki pripelje Jude v Ptuj, Maribor, v Gradec, Judenburg in tako naprej. To odgovor na ta vprašanja, torej iskanje motiva, tu verjetno ni potrebno, je na pladnju dan. Tudi za Celje je bolj kot nejasna vloga žovneških svobodnikov oziroma od 1341 leta naprej grofov celjskih, ki v Celje, bom rekel, pripeljejo oziroma privabijo posojevalce denarja. Fokus razprave se je torej vrtel okoli judovskih skupnosti v Slovenski Bistrici, Ormožu ter na Koroškem, Slovenj Gradcu in Dravogradu. Vprašanje, katerega odgovor smo torej iskali, zakaj so se Judje v teh krajih pojavili, kateri so gospodarski in ali politični motivi, ki jim odpirajo vrata naselitve, ter s tem v tesni zvezi, kateri je vzrok za njihov odhod iz kraja. Saj Judje te kraje zapustijo dosti pred izgonom, konec 15. stoletja. Pri tem je bilo potrebno seveda njihov prihod kot odhod postaviti v širši okvir dogajanja v posameznem mestu oziroma odnosov mesta, mestnega gospoda, s sosedi, s konkurenti in tako naprej. Seveda je, bom rekel, sama tematika nas peljala po zelo, zelo različnih poteh. Jaz v tem kratkem času, ki je na razpolago, ne morem predstaviti celotnega teksta, ki ga boste lahko, če boste se zmotili, prebrali. Zato samo na kratko predstavitev enega primera, to je primer Slovenske Bistrice. Slovenska Bistrica se kot kraj, kot urbani kraj prvič omenja v virih leta 1227, ko je 11. novembra tega leta v Bistrici avstrijski in štajerski vojvoda Leopold VI. Babenberžan izstavil listino v korist Žičke Kartuzije. Vojvoda se je predtem nahajal v Mariboru, kjer je 4 dni predtem izdal listino v korist Jurkloštarske Kartuzije. Že 17. novembra, se pravi samo 6 dni potem, ko se vojvoda nahaja v Bistrici, pa najdemo vojvodo že v Gradcu, kjer izdaje listine. Se pravi, pot vojvode takrat je bila zelo
naporna. Iz Maribora je v zelo kratkem času se prestavil na jug v Bistrico in na to je imel samo 6 dni za takratne načine potovanja, to je seveda zelo kratek čas, samo 6 dni, da se je potem znašel 17. novembra v Gradcu. Zakaj je torej opravil to pot v Bistrico? Zakaj je šel v Bistrico izstaviti listino v korist Žič? Ravno tako, kot je izstavil listino v korist Jurklostra v Mariboru, bi to tudi lahko storil za Žiče. Domneva je, da je vojvoda šel v Bistrico zato, da bi, to je domneva, ki ni samo moja, to je domneva večjih avtorjev, da je šel v Bistrico zato, da bi sam osebno prisostvoval momentu, trenutku, ko je Bistrica dobila svoje potrjene svoje trške pravice. Se pravi, vojvoda je ta nov deželno-knežji trg počastil s svojim obiskom in izpostavil pomen Bistrice, ki je seveda ležala na super pomembni poti proti jugu, proti na novo postavljenemu mostu v Zidanem Mostu. Bistrica je torej v času Babenberžanov izrazito pridobila na svojem pomenu. Po izumrtju Babenberžanov 1946 leta pa se stvari začnejo zapletati. Da ne podajam celotne zgodbe, je zelo na kratko tako, da Bistrica, ki je bila ustanovljena kot urbana naselbina, nedvomno kot konkurenca Ptuju, ki je salzburški, ki ni deželno-knežji, da Bistrica torej in bistriški meščani niso mogli računati na posebno podporo v času, ko sta bila na to v nadaljevanju kraj in gospoščina uporabljena tako, da so tja umaknili nezaželene, to je primer Gertrude Babenberške, oziroma da so jo uporabili kot plačilo za usluge, ko Bistrico podelijo Habsburžani tirolsko-goriškim kot plačilo. Šele po letu 1335, ko je Bistrica prišla ponovno v roke štajerskih vojvod, Habsburžanov, so se stvari začele ponovno odvijati v korist kraja. In res je, že 4 leta zatem, se pravi 1339 leta, Albrecht, vojvoda Avstrije, Štajerske in Koroške, izdal listino, s katero je izdal bistriškim meščanom privilegij, po katerem ni bilo dovoljeno tovoriti vina iz Ptuja mimo Bistrice, temveč je moral vsak tovornik tovor razložiti, to je tako imenovani Niederleg, in na to so ga bistriški meščani, torej so bili oni tisti, ki so ga tovorili naprej. Prišlo je do pravega spora, prave bitke, ki pa seveda ki se ni čisto išla v korist Habsburžanov oziroma štajerskih vojvod, temveč je Ptuj vendarle na koncu dosegel nekakšen kompromis. To je pa tudi čas, v katerem moramo in smemo domnevati, da so se v Bistrico naselili prvi torej Judje. Namreč prva omemba Judov iz Bistrice je šele iz leta 1370, vendar že 4 leta kasneje že listina govori o judovskem pokopališču, na osnovi česar Klemen Jelinčič Bojeta po mojem povsem upravičeno domneva, da je bila vzpostavljena neka etablirana judovska skupnost že z tudi sinagogo. Naselitev je torej morala se zgoditi nekaj prej in celotna analiza, ki je bila tukaj zelo zgoščeno predstavljena, dogajanja v samem kraju govori o tem, da so se Judje na pobudo deželnega kneza v Bistrico naselili kmalu po letu 1335. Judje sami, po mojem, niso mogli imeti ravno nekega super interesa v Bistrici ustvarjati neko novo skupnost, saj je Maribor vendarle blizu in
analiza torej pojavljanja bistriških Judov kaže, da so vsi tako ali drugače izhajajo iz te mariborske skupnosti. Ustanovitev bistriške, velike, pomembne skupnosti je torej bila v največji meri narejena zaradi iniciative, ki jo je dal deželni gospod. Podobno sliko kaže tudi dogajanje v Slovenj Gradcu, zelo podobno sliko tudi v Ormožu, čeprav je Ormož na salzburških tleh, pa je zgodba Ormoža tako tesno povezana z družino Ptujskih, da so Ptujski tisti, ki igrajo tu tisto odločilno vlogo in je Ptujski pa so v 13. stoletju se že deklarirali kot štajerski ministeriali in celo delovali proti interesom sicer še vedno njihovega vazalnega gospoda, se pravi salzburškega nadškofa. Zgodba oziroma vloga Salzburga je tukaj na Štajerskem sploh nenavadna, oziroma je po svoje presenetljiva, tako bom rekel, saj salzburške Brežice sploh ne poznajo judovske skupnosti. Zakaj je temu tako, na to bo pa treba še poiskati odgovor. Ta prva analiza, ki sem jo predstavil, definitivno ni dala še tega odgovora. Vsekakor bo za dokončanje ali pa za neke resnejše odgovore na tista uvodna vprašanja, ki sem jih postavil, bo nujno potrebno pridodati k tem prvim razmišljanjem še analize dogajanja v drugih deželah, predvsem Kranjska, Primorje, pa tudi Koroški kraj bojo morali biti vključeni v to, zato da bomo lahko dobili odgovor, kdo je tisti, ki inicira ravno v določenem trenutku in kakšna je potem v nadalje vloga tega pri nadaljnji usodi judovskih skupnosti po urbanih naseljih širšega slovenskega prostora. Jaz mislim, da mi je ravno poteklo 20 minut, zato bi jaz tukaj končal, se vsem skupaj zelo lepo zahvalil, predvsem za priložnost, da sem lahko predstavil svoj referat. Hvala lepa.